En lep pozdrav. Preden se malo razgubite, hvala lepa, da ste ostali, pa da se mogoče ne boste zdaj preveč zasedeli, sem vseeno rekel, da čist na začetku vse malo prosim, da ostanete. Ker jaz vem, kako je, ko 45 minut sediš in poslušaš, potem pa začneš v takih halah malo kinkat, malo je tako, ne. Kako ste? V redu? Kdo od vas ima doma kakšnega robota, da najprej tako preverim, pa dvignite roko. Ena, dva, kaj dela prva vrsta, želika? Sesavc, okej. Kdo ima kosilnico robotsko? Kakšnega robota imate vi? Odlično, okej. Jaz vam bom zdaj eno zgodbo povedal, preden povabim vse naše goste. Jaz sem peljal svojo ženo prvič na izlet in sem kupil zemljevid. Kdo od vas še gre kdaj na izlet s kakšnim zemljevidom? Noben, ne? No, jaz sem zdaj 12 let poročen in sva šla v Cinque Terre. Kdo pozna Cinque Terre? Zelo lepo. Midva se peljava in se ustava nekje v Italiji in vprašava, kje pa so te Cinque Terre, ne? In mi reče na italijanski pumpi, gospod, vi imate napačen zemljevid, ne? Tako da vi ste za napačno regijo. Danes v Celje sem si v tipku seveda noter, ker vem, da je bilo tle neko delo in sem prišel točno ob 3, lepo sem parkiral in to je recimo eden najhitrejših napredkov, čeprav se nam ne zdi. Kaj hočem reči, ta robot je bil danes še malo neroden. Ne, mogoče ni vse prav povedal, mogoče je bil malo lesen, je še tako malo delo. Ampak to je začetek neke poti, ki gre takole hitro navzgor. In o tem bomo zdaj govorili, tako da jaz sem zelo vesel, da imam tukaj vse 4 goste. Govorili bomo o tem, sploh tam v zadnji vidim zelo majhne, zelo mlade punce še, kakšne bodo tovarne, kakšni bodo domovi, ko bom jaz 10 let starejši, ko mi bodo postavili kakšen znak za Abrahama, ne. Torej, kaj nas čaka in kako hiter razvoj v resnici ti roboti prinašajo, pa kaj se vseeno ne bo nikoli spremenil. Tako da zdaj se lahko nazaj usedete, hotel sem samo, da se malo razgibate, ker tale okrogla miza vseeno bo tudi trajala neke dobre pol ure, imamo en kup enih vprašanj in upam, da jih boste tudi vi postavili, zato ker gosti, ki so tukaj, so najboljši, kar jih v tej državi imamo. Mogoče bi najprej Mašo predstavil. Maša Jazbec, en lep pozdrav, iz Katapulta, prihaja iz Trbovelj. Jaz sem prvič videl robota prav pri njej in sicer tistega kužka na 4 nogah in sem bil toliko navdušen, to je zdaj enih 5 let nazaj mogoče, ne? Ja, kdo bi štel in od takrat naprej ta njen kuža govori, dela prevale in tako naprej, ne? Izredno je napredoval, tako da če imate kakršnokoli vprašanje o humanoidnih robotih, Maša je namreč študirala tudi na Japonskem pri Ishiguriju, a sem prav povedal, ne? To je pa najboljši strokovnjak za robote, ki ga naredi takega, da bi izgledal kot jaz, čez 10 let bo robot isti, jaz se bom pa postaral, no? Tako da Maša je bila tudi edina ženska, ki je študirala med sami moškimi in je še danes z njim seveda tesno povezana in se res spozna na humanoidne robote. Maša Jazbec, lep pozdrav. Jaz sem si tukaj vseeno zapisal, ker pri imenih sem jaz bolj slab, robot to že vse ve. Mojca Goleš prihaja iz Etre. Mojca, en lep pozdrav. Tudi za Mojco imamo en kup vprašanj. Hvala lepa, da ste prišli na to okroglo mizo. Urbana ste zdaj že spoznali. Urban, en lep pozdrav, kar pridi nazaj, verjamem, da bomo o tvojem robotu še kaj govorili. In Erich Arko je pa iz Yaskawe. Yaskawa je pa tudi podjetje, živijo iz Japonske, ki pa je prav Slovenijo prepoznala za enega izmed ključnih partnerjev. In ko govorimo o teh industrijskih robotih, praktično ni industrije brez Yaskawinih robotov. Tako da danes bomo pa še malo preskočili, ker Yaskawa ne ostaja zgolj pri teh rokah, ampak se seli še kam drugam in o tem bomo govorili. Tako da, evo, morda najprej še za vas vprašanje. Kje si predstavljate, da vam bo robot najhitreje pomagal? Kdo ima kakšno takšno idejo? Jaz bi likanje dal, ampak to sem videl, da to deluje. Kdo si želi, da bi ga robot kje nadomestil? V kuhinji? On ne more probati. Ampak okej, kje še? Čiščenje oken, v redu. Gospodinjska opravila torej bolj kot ne, ne? Maša, bom s tabo začel. Kaj je realnost? Kaj bodo roboti res lahko v naših stanovanjih počeli in kdaj?
Delček te realnosti smo lahko že danes videli. Videli smo postopek, kako pač poteka učenje humanoidnih robotov, kar sta nam odlično predstavili raziskovalki Ana Marija in Kristina. Tako da nekaj let še to traja, ampak mislim pa, da bojo. Mislim, da nam bojo pravili marsikatero gospodinjsko opravilo, pometanje, sesanje, to tako že tudi zlaganje manjših oblačil, kakor smo videli, zalivanje rož, sprejemanje gostov, to sigurno, no. Smo blizu, no. Tehnologija je tukaj, tako da je pa veliko na nas, koliko bomo pa mi pripravljeni tudi dati v to tehnologijo, tudi v svojo privatnost, zasebnost, tako da bo možno. In jih spustiti v naš dom, ne? Tako je. Ja. Mogoče najprej, da poveva, s čim se vi ukvarjate, samo zato, da vas znajo tudi poslušalke in poslušalci umestiti, seveda. Ja, pozdravljeni z mojim imenom. Mi se ukvarjamo z industrijsko robotiko, avtomatizacijo, robotske celice, logistični sistemi. In v bistvu smo družinsko podjetje srednje velikosti v Celju, 70 plus zaposlenih in to je naš core business, no, že 33 let. No, in če se vrnemo nazaj 33 let, kakšna je razlika med takrat in danes? Kaj zmore te in zmorejo roboti? Takrat smo naša etera, ne, MR, in je bilo takrat regulacije, pol je bilo računalništvo, zdaj je robotika, ne, tako pomeni napredek je šel ful naprej, zdaj takrat ne vem, kak je bilo, vem pa, da sta bila dva zaposlena in sta verjetno zelo vzdrževala neko industrijsko elektroniko na čisto osnovni nivoju, industrija 1.0, verjetno, ne. Zdaj pa je seveda trend čisto drugačen, ne, torej lani bi rekla, da največji preskok zdaj trenutno je bil pač seveda z umetno inteligenco, ne, kjer verjetno tudi vplivala na področje dela na IS-u, ko smo videli, ne, ker brez teh stvari tudi takrat 7 ali 10 let nazaj, ko so ga kupili, niso mogli priti do nekih rezultatov, ko so zdaj lahko s pomočjo te tehnologije, ne. In mi vidimo to kot neke agente, ne, zdaj v industriji imamo vse, imamo robota, kolaborativnega, imamo ono platformo, ne, in to vse mora na nek način delovati in podjetja se morajo tudi dosti napredno odzivati na potrebo, ne. Mora biti že zelo napredna na digitalnem področju, tudi da bojo lahko sledila temu trendu, ki ga partnerji prinašajo, ne. Ki ga napoveduje vaš robot, Urban. Videli smo tudi nekaj posnetkov, saj ste verjetno prej videli, kaj robot že zmore. Je nevarnost, mene najprej seveda to skrbi, da bi roboti izpodrinili dela, ki jih ljudje danes opravljajo sicer najtežje, ne, ker je morda ta fizičnost najbolj potrebna, tudi naveličanost, ker delajo to 8 ur, 3-krat v izmenah. Je to nevarnost in seveda takoj vprašanje, kaj bodo ti ljudje počeli, koliko ljudi bo tak robot potreboval vseeno, da bo taka linija delala. Ja, mi tukaj malo drugače gledamo, ne. Jaz prvo, recimo v svojem podjetju sem se vprašal, zakaj moramo ljudje fizično delati. Tisti, ki želijo normalno, z veseljem, ne, ampak da moramo prisiljeni biti, da delamo fizično, da delamo 8 ur in da delamo takšno pravila, da po 10 ali pa 20 letih imamo bolniške odsotnosti, da imamo celo kakšne invalide, ki pridejo zaradi poklica ven, da imamo beneficiran staž, se pravi za težke poklice, da po 30 letih lahko gre v penzijo, ne. Zakaj? Ljudje nismo za to, moje mnenje, čisto skromno mnenje je, da ljudje nismo za to na svetu, da bomo fizično delali in služili sistemu, ampak da dejansko moramo izkušnje pridobiti in da moramo dejansko se razvijati in se več za sabo ukvarjati. Ta trenutek, če rečemo, glede na to prvo vprašanje, želimo si v podjetju Hiprojekt razviti aplikacije, kjer bodo roboti delali fizično pravila, in preusmerjali z izobraževalnimi sistemi in informiranjem, ozaveščanjem ljudstva, da bomo se ukvarjali sami s sabo in dejansko sebe nadgradili na višjo vibracijo. To pomeni, da bomo se razvijali v področju, ki nam ni toliko poznano, ker nas delo zaslepi. Včasih si rekel, delo osvobaja, ampak da pa ima zaradi tega fizične posledice, pa tudi ni dober. To pomeni, ljudje bodo šli na
takšna delovna mesta in bodo delovali bolj v duhu svoje nadgradnje, se pravi bolj intelektualno delo. Tisto fizično pravila, ni nujno, da so vedno humanoidi primerni. Je gospa lepo povedala, avtomatizacija je tista, ki danes je že lahko na 90% zelo na visokem nivoju, ko ti pomaga, da je vse zautomatizirano. Manjkajo samo majhne podrobnosti. In tukaj vidimo te podrobnosti, da jih nadgradimo z humanoidnimi roboti. Gremo zdaj k raziskavi. Ko ste prišli, se spomnim, v Slovenijo, je bila to velika stvar. Takrat smo vsi rekli, zdaj bodo pa te robotske roke tudi pri nas delali, ne samo, da jih imamo seveda v industriji. Koliko ljudi je prepoznalo takšno priložnost, da je prišlo tudi k vam, da zdaj delate skupaj, da v bistvu delate ta razvoj pri nas v Sloveniji. Ves čas govorimo, da uvažamo nekaj iz Kitajske ali pa z Japonske ali pa gledamo, kaj delajo partnerji v Evropi, ampak v resnici pozabljamo, da Slovenci smo tisti, ki ustvarjamo to prihodnost. Ja, jaz bi mogoče tukaj eno stvar še dodal. Seveda. Hvala za te uvodne besede. Zdaj, z Jaskavo že sodelujemo že kar nekaj desetletij. Vsa zgodba se je začela v bistvu leta 1991 v Stegnah, v bivši Iskri, in kasneje smo prišli v partnerstvo preko nemškega partnerja direktno z Jaskavo, in kjer smo potem prišli na novo lokacijo v Ribnici. No in skozi naše dobro delo in izjemno močnim inženiringom so Japonci prepoznali ta potencial. Hkrati smo skupaj poskušali nekako vedno sodelovati tudi z inštitutom in fakultetami za strojništvo in pa z elektrotehniko, tako da ima Slovenija sama po sebi zelo močan ekosistem na področju robotike. No in tukaj je prišla ta v bistvu priložnost in pa naša prepoznavnost na strani Japonske, ki se je potem tudi odločil, da investira v ne samo proizvodno, ampak tudi razvoj robotskih manipulatorjev. In tukaj se je začela potem ta preboj, kjer smo videli to izjemno priložnost. Na ta način smo še bolj pospešili sodelovanje z akademsko sfero in pa tudi z ostalimi inštitucijami v Sloveniji, in smo pridobili izjemno močan razvojni tim. Uvedli smo v bistvu industrijo 4.0 principe, kjer poskušamo popolnoma digitalizirati proizvodnjo. No in tako kot umetna inteligenca se je začela tudi pri nas dobivati ideje o širjenju same platforme in kakor je že Maša omenila, v začetku smo postavili tudi distribucijski center, kjer uvažamo, se pravi vsi roboti, ki pridejo iz Azije, se bodo zdaj distribuirali na evropskem tržišču, in pa tudi preselili smo razvoj robotskih aplikacij, se pravi integracijo robotov na to lokacijo, ki je zdaj za nas postala nekakšen robotski kampus. Maša, te lahko vprašam sploh zato, ker je tam zadaj tudi nekaj zelo mladih. Kateri so torej poklici prihodnosti, ki so povezani z robotiko, industrijsko robotiko, humanoidno robotiko, AI-jem, ker brez tega tudi ne gre, inženirstvom? Sigurno učenje, programiranje robotov, to velja tudi za industrijsko robotiko, operaterji industrijskih robotov, tudi popravljalci industrijskih robotov. Predvsem, to so že stari poklici, bom rekla, no, ampak so danes res mehatroniki, se mi zdi, da so najbolj iskan poklic. Prihajajo pa novi, to so pa tudi programerji za humanoidne robote. To je pač mečkano drugačno, ker tudi vidimo, da je sam humanoidni robot je drugače sestavljen, drugače ima sestavo motorjev in je neko drugačno učenje tu zadaj, kar smo tudi že danes videli. In zdaj implementacija humanoidnih robotov, ker humanoidni roboti ne bodo samo za šov. Zdaj smo jih naprimer videvamo jih naprimer v Disneylandu, pa niti nimamo v konceptu, da so tam v bistvu roboti, ampak so.
To so roboti za šov, ne. Zdaj pa prihajajo tudi aplikacije za humanoidne robote, ne. In seveda bojo, ko vidimo Kitajska, Amerika, vlagajo res milijarde v razvoj humanoidnih robotov. Tako da trenutno so najbolj iskani, kar poleg programerjev humanoidnih robotov, tudi operaterji humanoidnih robotov, ne. To pa pomeni, učenje humanoidnih robotov poteka preko teleoperacije, ne. Se pravi, da ima upravitelj, tisti, ki upravlja humanoidnega robota, očala za virtualno resničnost na sebi in pač vidi, tako kot robot vidi, ne. Na sebi ima markerje in pač takšne gibe, kot dela on, jih dela robot. Tako poteka učenje, ne. In zdaj, ko ste zasledili, ne, da je ameriško podjetje OneX, ne, dalo že ne vem koliko humanoidnih robotov je prodalo za naš dom in za vsakim tem robotom je upravljalec humanoidnega robota, ne. Tako da tudi že vidite, da ta večja podjetja, ki se ukvarjajo z razvojem in implementacijo humanoidnih robotov, boste tam najdli pod careers robot operator, ne, in boste tudi videli neke zahteve, no, ko niso glih ravno po programiranju, ampak moraš biti v dobri psihofizični kondiciji, ne, ker to pomeni tudi po 8 ur ali več stanja, ne. Zanimivo, a ne, da po eni strani govorimo, da bomo robote dobili, da nas zamenjajo, po drugi strani potrebujemo človeka, da tega robota upravlja. Kako vi to vidite? Ja, to je sigurno en zanimiv paradoks zdaj, ne, čeprav zdaj v tem času bi jaz rekla, da vse, kar smo tudi videli ali pa kar prikazujejo, ne, še zmeraj moramo ločiti, da to ni v industrijski avtomatizaciji, to gre vse za neke eksperimentalne, razvojne tehnologije, ki se zdaj šele na nek način uveljavljajo v nekem aplikativnem okolju, ne, in verjetno bo najprej deloval v prostoru, kjer ga lahko ti nadzoruješ, ne, mogoče brez ljudi, tudi iz nekega družbenega našega vidika, ker v Evropi vseeno nismo tako domači s temi, da bi jih kar imeli že zdaj doma, ne, smo mogoče imamo malo nek zadržek tudi, no, ampak te kompetence bomo tudi gradili verjetno sočasno s tem, ne. Bi pa mogoče rekla, da zdaj ta hype, ne, tudi je tak kot vsaka neka nova tehnologija, ko prije k nam, ne, mi smo full excited, ne, to bo vse rešilo, ne, tako kot neka AI, ne, pa to bomo zdaj full, ne, in tudi ta čas, ko gre ta tehnologija čez to Gartnerjevo krivuljo, ne, je zdaj na vzponu, ne, to pomeni, mi zdaj šele v bistvu ugotavljamo, kaj vse bomo lahko z humanoidno robotiko rešili, ne, verjetno v logistiki super, pa v neke ponavljajoče, pa tako je gospod rekel, ne, težka dela, v nevarnem okolju, pa to tam, ko ga lahko pošlješ, ne. Mogoče za nekatere stvari, ne, pri podjetjih bo vedno cena tista, ko bo odigrala glavno vlogo, ne, ker ne moremo se iti industrije 4 pa 5 nič brez ekonomske učinkovitosti za podjetje, ne. Ampak potem pa pride neka ta Gartner kriva, vedno pravi, da potem dosežeš nek vrh in šele potem padeš v brezno propad, ne, ker v bistvu ti ugotoviš, aha, na tehle področjih je pa to ful uporabno. In mi zdaj še nismo tam, mi smo zdaj šele v vzponu, mi zdaj vsi v bistvu na nek način malo tipamo, kje lahko to realno uporabimo, ne, tako da po moje bo zdaj tega raziskovalnega pa dela ful velik, šele potem bomo prišli v neke do nas, ko smo mogoče neki zelo v tipični industrijski integrator za proizvodne linije, da ga bo potem tudi oni integrirali, ne. Verjetno bo pa rabo tudi neko okolje, ko ga bo združeval, ja. No, mislim, čeprav je to delovno mesto vseeno mogoče malo boljše, kot pa to, da dela neka monotona dela, s katerim že zdaj vemo, da si bo poškodoval neke dele telesa, ne. To smo tudi midve z Brigito ugotovile že nekaj let nazaj, ne, da je to tudi zdaj že lahko z AI analiziraš po 2-minutnem videu, to smo že delali 2020 in vidiš, kjere bolezni vse lahko napoveš človeku in je zaskrbljujoče. Tako da taka dela si zagotovo želimo vsi, da se nadomestijo, ne. Ja, rekli ste ta noro vlaganje in pričakovanje. Kitajci so imeli 5 let, ko so vlagali v zeleno energijo, v električna vozila, pa vidimo, kam so danes prišli, ne, ker tudi Evropa reče, vsaka ladja, ki pride z Kitajske, zatrese evropski trg. Zdaj nova 5-letka na Kitajskem je namenjena AI-ju in pa robotiki, ne. Urban, ti si veliko na Kitajskem, kaj tam počnejo, kaj tam je že drugače kot pri nas? Kaj je tisto, kar bomo, tako kot govorimo o električnih avtomobilih, čez nekaj let videli torej tudi pri nas? V bistvu se ne bojijo napredka. Oni si zavedajo, da če naredijo kakšno napako, naredijo toliko novih stvari, da so te napake pol v manjšini in
z nekim globalnim napredkom, ki ga kot država tešijo naprej, imajo zelo, zelo velik uspeh. In samo v mestu Shenzhen recimo imajo takšno infrastrukturo, takšno tehniko, da bomo v roku pol leta videli dejansko samovozeča vozila, da bomo videli tehnologijo, ki se bomo čudili, na kak način to sploh funkcionira, ker imajo sistem, ki nima omejitev, se pravi, imajo zelo grobe standarde. Evropa je zelo, zelo toga glede tega, se pravi, zelo težko spravimo kakšne novitete na trg, če se ne postavimo 200 omejitev na koncu. No, Kitajci so to čisto nasprotje, tišijo naprej, vidijo napake, jih popravljajo, sproti popravljajo napake, ampak vedno več novih rešitev. Druga stvar je pa ta, ne, da tako kot Kitajci in še mogoče katera druga država so ugotovili, da je humanoidna robotika v bistvu en velik game changer. Ena tehnologija, ki bo zopet spremenila tok dogodkov v prihodnosti in bo spremenila življenje vsakega posameznika. Pa če se malo za nazaj usmerimo, kaj je pri nas v naši zgodovini, recimo moj 40 let nazaj ali pa če pogledamo 100 let nazaj, kaj so game changeri? To vprašanje recimo jaz vedno rad postavim, recimo, kaj je tisto, kar nam je spremenilo v logistiki, so avtomobili. Vsi so mislili, koliko bomo spremenili, recimo, zdaj pa ne bo delovnih mest, zdaj bodo pa avtomobili, ki se bo dejansko lahko vsak vozil, prej je bil pa kočijaš, tisti, ki je vozil na konju, pa skočijo dejansko prebivalstvo, ne. Koliko je pa zaradi avtomobilizma prišlo novih delovnih mest. Recimo drugi game changer, ki ga rad poudarim, je internet. Koliko delovnih mest smo zaradi tega dobili. In kako je tehnologija spremenila svet, da so prišli mobilni telefoni, so prišli računalniki, ogromno nove tehnologije, ki je spremenilo svet, pa če bi šli nazaj, 150 let nazaj, bi videli, da so čisto drugače živeli, kot pa mi živimo danes. Fordova tovarna, na primer, ne, to je bil game changer, ko so naredili pač linijo in so avto sestavili in takrat je bilo to nekaj popolnoma novega. Ne, ampak tam je ropotalo, triizmensko delo, ljudje so bili res utrujeni ob koncu, so si ga pa takrat lahko privoščili, ne, to je bila ena razlika, vsak, ki je delal v tovarni Ford, je na koncu lahko ta avto tudi kupil. Danes so tovarne, na primer, z jaskavinimi roboti popolnoma tihe praktično. Ne, jaz sem videl nekaj teh izjemnih tovarn na Japonskem, tudi v Nemčiji, to je res velika razlika. Koliko časa je bilo za to potrebnega in kaj je bilo tisto, kar je pa tukaj bilo ključno, da so tovarne tudi za avtomobile dejansko lahko se toliko spremenile. Pa še kje, ne vem, na primer v kozmetiki, pa v farmaciji, pa še marsikje. Zdaj, sami roboti, sami po sebi so relativno tihi. Tukaj se v bistvu sliši obračanje motorjev pa reduktorjev, kar proces naredi glasno, so potem tehnologije, ne, se pravi, ne vem, imamo neko prebijanje, rezanje, brušenje, tukaj potem tisti največji dodatek k temu hrupu, če bi temu rekel. Je pa res, ne, da gre v bistvu razvoj v to smer, ne, da se eliminira, čim bolj eliminira te nečiste in pa škodljive tehnologije. Recimo ena taka tehnologija je zdaj upeljava laserskega vrjenja ali pa laserskega rezanja. Tudi že sama obdelava materialov je taka, da jih ni potrebno naknadno nekaj brusiti. Komponente so natančne, tako da potem jih samo zlagajo skupaj. Zdaj, jaz mislim, da bo šlo vse skupaj v to smer, da dejansko se bo poskušalo celotno proizvodnjo avtomatizirati. Takrat pa v bistvu vi ne boste potrebovali več ljudi tam. Sploh s kombinacijo industrijskih robotov, logističnih robotov, se pravi AMR-jev, ne, in pa tudi humanoidno robotiko. Zdaj sem bil ravno v tovarni Skaza, na primer, kjer uporabljajo jaskavine robote, pa še, mislim, da še 3 ali 4 različne.
sodelujejo z inštituti in tako naprej. In tam naprimer že pride tudi viličar, ki je robotski, sam pobere, zavije in odpelje. A so to te rešitve, brez katerih Slovenija ne bo konkurenčna, pa ne zdaj ta viličar, ampak seveda vse ostalo. Če bomo želeli biti, ne, mi rečemo, bi bili radi Švica, predvsem bi radi tisto, kar delamo, delali konkurenčno, a brez takega napredka, brez vlaganja v to ne bo šlo. A je to edina pot? No? To ste mene vprašali. Ja. Ja, mislim, to je iz več razlogov, zakaj bi to bila ustrezna pot. Je prva, da je pomanjkanje delovne sile, ne, ki jo zdaj trenutno se vse posod izkazuje in uvažamo neke kadre tu, ne, ki prinašajo pa neke druge stvari in to niso delovna mesta z visoko dodano vrednostjo. Ne. In verjetno je prav, da se podjetje digitalizira pa avtomatizira s temi tehnologijami, zato ker sam tak način raste, pa tudi v bistvu postavlja neko tego digitalno strukturo, da bo pol sploh kasneje, torej nekdo, ki uvaja viličarja avtonomnega, ne pomeni, da že ima proces, da on viličar ve, katero robo more kam iti iskati, kam jo prenesti. To pomeni, da v bistvu že imajo zrelost podjetja že na tem nivoju, da se ga sploh lahko je potencial, da bo zdaj tudi humanoidnega robota, ne? Ker on bo tudi mogel komunicirati z nekim okoljem, v katerem deluje. Ne? In verjetno je prava smer. Podjetjem je pa to tudi težava, zato ker podjetja sama v take stvari si morajo vse povrniti na nek način investicijo, zato se mogoče tu še toliko ne investira na vseh, ne, ampak vidimo pa, da določena podjetja zelo napredujejo tu naprej. Ne. In jaz si mislim, da bo to sigurno še več teh platform, ne, ki bojo velike, ali pa tale, ko ga je gospod pokazal iz Hiprojekta za ne, ta humanoidni z platformo, je po moje ful smiselnih teh, ker teh tovarnah so zelo verjetno ravne linije, ko lahko on pride. Ne. Ena velika prednost je pri tem, da zdaj lahko ti rečeš pober škatlo, ne. Mi smo mogli prej robota učiti točka A, točka B, ne, tu primi, tu se, kje si, ne. Zdaj pa on mu rečeš, kje si, pa se on lahko na okolje odziva in si sam preračuna, kje je, da bo nekaj pobral, ne. To so zdaj neke take stvari, ko se naprej bojo razvijale, ne, ampak če nisi na spodnjem nivoju digitaliziran, ne moreš iti naprej, tako da po moje odgovor je to, ja, sigurno moraš začeti tukaj, ne. Maša, ves čas govoriš, da Slovenija je tukaj, ne, da mi vendarle sledimo temu koraku, da razumemo, imamo ljudi. Kaj je umetna inteligenca v zadnjem letu spremenila? Ne, prej smo rekli, vsi poznamo ChatGPT ali pa druge jezikovne modele in jih uporabljamo kot Google, ne, vprašamo pa nam nekaj pove, ampak ti veš, da v resnici s tem prinaša mnogo več. Kaj je ta razvoj, ki pa še daleč od tega, da bi bil končan, ne, prinaša? Ja, sploh razvoj umetne inteligence je omogočil tudi seveda super hitrejše učenje humanoidnih robotov. Ne. Zdaj lepo omenil si ChatGPT, ne. ChatGPT vsi vemo, to je jezikovni model, ne. Kaj imajo pa roboti, ne. Roboti so pa v fizičnem svetu, se pravi, se morajo znajti v fizičnem svetu, morajo manipulirati s fizičnimi objekti, ne, in tukaj pa zdaj vstopa tako, ko imenujemo fizična umetna inteligenca, kar je seveda omogočil ta pospešen razvoj, moč, če rečem tako, umetne inteligence, kar vidimo v simulacijah, ne, pospešeno učenje ravno preko simulacij, ne, tako da lahko v bistvu mi procesiramo ogromno število podatkov, kar pohitri simulacije in naprimer, ko naučimo enega robota, isti model, ne, to lahko damo potem na tisoče enakih modelov, ne. Tako da tudi to je največji izziv, no, v robotiki, sploh zdaj rečem humanoidniki, je ta fizična umetna inteligenca, ne, in manipulacija objektov, ne. Zdaj verjetno se marsikomu poraja vprašanje, tudi meni se, ne, vidim te robote skačejo, salte delajo, ali ne more pa predstaviti, ne more pa zložiti ja, oblačila, ne, ampak ravno to je izziv, pač manipulacija fizičnih objektov, ampak ravno s preboji umetni inteligenci bo tudi to hitro se jih pohitrilo. A v Jaskavi s humanoidnimi roboti delate? Jaskava je v bistvu že začela v to smer humanoidne robotike že delati, že leta okrog 2000 smo predstavili prvo tovrstnega servisnega robota na sejmu Automatika. Potem je pa ta program opustila. No, zdaj pa v bistvu gre spet v nov program,
humanoidnih robotov in sicer na platformi. Mislim, da bomo ta robot 7 kg nosilnosti. V bistvu bo pa namenjen predvsem za servisne dejavnosti v bolnišnicah, se pravi to, kar je za transport določenih stvari. Tako da bomo še videli, kaj bo prinesel, kaj bo preseral na trg. Zato sprašujem, ker zaenkrat se nam zdi, da tekmujeta samo Kitajska pa Amerika, ko gre za humanoidne robote. Priznam, da zdaj v robotih že večkrat klepetam z vami vsemi in vem, da imajo Španci svojega, da Nemci nekaj razvijajo. Urban, kje smo Evropejci, ko gre za humanoidne robote? Ta skrb, ne, da nam ga naredijo Kitajci, pa imajo cloud tam, ali pa Američani, pa imajo cloud tam, je v času dogajanja v svetu več kot upravičena. Ja, danes na začetku te konference sem dejansko povedal, da smo, bi lahko rekel, Evropejci zamudili vlak proizvodnje humanoidnih robotov kot hardware. To pomeni zato, ker sem bil že velikokrat v različnih podjetjih, tudi v Nemčiji, pa okoli po svetu, pa sem videl, kaj se v Evropi dogaja, vidim, kaj se dogaja v Ameriki in pa v Aziji. Pa da ne bom govoril, kaj je pri nas v Evropi, bom povedal, da sta 2 ali pa 3 tekmeci iz Azije in Amerike tako pred nami, da bomo rabili v Evropi še vsaj 2-3 leta, da pridemo na to točko, kjer smo zdaj. Ampak če bomo čakali na to tehnologijo, bomo zamudili drugi vlak, ki bo šel za softverom. Software moramo sedaj razvijati, software je neodvisen od hardvera in moje vprašanje točno na to problematiko je, poglejmo telefone, hardware, Apple, kje se dela, Samsung, kje se dela. Najboljši 3-4 proizvajalci mobilne telefonije, se pravi kot hardware, software je tisti, ki je glavni, ki zaradi softvera, zaradi enostavnosti uporabe se potem uporabnik odloči, kateri telefon bo imel. In je lahko hardware iz celega sveta, kjerkoli narejen in jaz gledam na to področje super, če bomo imeli še kakšnega proizvajalca, mogoče iz Japonske, da bo tu pri nas v Evropi se kakšna stvar proizvajala, ampak da bomo imeli razvojno pri nas v Evropi liderja, ta trenutek ga ne vidim. Maša, kaj je krivo za to? Ne, imamo Silicijevo dolino, zdi se, da tudi vsi Evropejci, ki dobijo kakšno dobro idejo, hitro dobijo tudi kar nekaj milijonov, pa jih odpeljajo tja, jih imajo kot neke velike zvezdnike, ampak ta software se potem razvija pri Američanih, recimo. Ne pa, da bi bili mi pametni, ker smo, seveda. Ne. Ja, kolikor jaz odgovorim, naprimer iz startupovci, rečemo, lahko to software, lahko je to hardware, pač Slovenija ali nasploh Evropa ne vlaga toliko ne vlaga v startupe, ne vlaga v produkte, ne vlaga v podjetja, ki bi razvijala takšne softvere in potem pokukajo čez ocean, Amerika, tam pa res, sploh tam vse se zdaj nekako San Francisco centrira, tam pa jih čakajo z milijardami, nekako. Tako da jaz vidim, da pač trenutno Evropa ne vlaga toliko v to, potem so pa po drugi strani, kar se tiče pa implementacije humanoidnih robotov, pa tudi uporabe umetne inteligence, so pa ta zelo stroga regulativa. Do ene meje razumemo, kar se tiče etike pa teh podatkov, ampak smo šli pa malce preveč, se pa kar zaustavlja razvoj. Ko smo pri vlaganjih, vi imate podjetje, vi veste zelo dobro, o kakšnih številkah zdaj tukaj govorimo. Če hočeš biti nekje konkurenčen, če hočeš nekaj sam razvijati, če hočeš biti v tej igri, zato da si lažje predstavljamo. Da bi zdaj recimo uvedli neke, da bi delali AI center ali recimo, ja, to so milijarde, verjetno. To je nekaj, kar je nedosegljivo verjetno nam, Mislim, verjetno pa jaz se pa strinjam, da smo tu v Evropi verjetno zelo na neljubi strani, zato ker mi zdaj nimamo svojega AI pameti, nimamo svojega tudi telefona. Čeprav sem zadnjič enkrat imela redko priložnost, sem videla zdaj evropski telefon z evropskim softverom, ki je kliknil in vse se zaklenal in sem bila navdušena. Mislim, da se bojo take stvari mogle še zdaj več zgoditi, ampak isto je tudi z AI
tovarno, ne, zdaj jo gradimo v Sloveniji, mislim, da je to super pokazatelj tega, da smo prepoznali, da je to kritična infrastruktura, ko jo rabimo vlagati in da se moramo zaščititi in te podatke tudi tukaj imeti, ne, isto, ko ste že vi zelo dobro to že zastavili, pa že delate, ne, se meni se zdi to ful pomemben. Ampak je res tu vložek brez neke evropske podpore ali pa nekih sofinanciranih projektov ali pa nekega doprinosa ali pa nekega kapitala, pač si žal nobeden to od nas ne more privoščiti. Ne. Mislim, tu ni take, ne delamo takih delih oziroma ne delamo takih storitev, ki bi imele tako dodano vrednost, da bi si to lahko eno podjetje privoščilo. Ne. Verjamem pa, da Evropa pa ima zaledje in tudi bi mogla imeti za tak namen namenjena sredstva, da bi to podpirala. Ne. Z inštituta Jožef Štefan se spomnim, da je rekel, imamo pa prednost, ki jo drugi nimajo. Vsi se ukvarjajo z velikimi rešitvami, medtem ko v Sloveniji naprimer ostane iskanje malih rešitev, s katerimi se nihče ne ukvarja, potrebujejo jih pa vsi. A je to tudi morda ena izmed rešitev? To je zelo super, če je tako, ja, se strinjam. Ja. V bistvu se mogoče tudi drug problem je, ne, te veliki centri imajo pa tudi veliko energijo porabo, ne, torej IT svet je prerasto letalsko industrijo po CO2 izpustih, to pomeni, imamo pol, ne, ko bomo zdaj te gradili, rabimo več energije, z energijo imamo v Evropi zdaj trenutno mal izziv, ne, tako da to je vse pol tako zelo povezano eno z drugim, ne gre. Mislim, super, ja, torej v bistvu bi mogli izkoristiti te prednosti, ko jih imamo, ne, če jih jaz ven povedati, da jih imamo, pol se mi zdi, da super, ne, tudi če kdo drug dela hardware, ker je za njega v tovarni tam ceneje, jaz s tem nimam težav, tudi Kuka je šla v bistvu tja, ne, ko smo imeli prej mi tudi njih, pa zdaj tudi Jaskavo, integriramo vse pač, ampak v osnovi je dodana vrednost, ko jo doprineseš tem aplikacijam, ti, za čemer mi strmimo, ne. Zdaj en krog naredimo še v prihodnosti, čeprav se mi zdi, da včasih, ko prikoraka robot, da smo že tam, ne. Bil sem v Los Angelesu, priznam, šel sem gledat košarko in hokej, ampak najbolj me je navdušil naprimer pa ravno to, kar si tudi Urban rekel, samovozeči avto. Jaz sem jih videl na YouTubu, ampak v Los Angelesu avto pokličeš, te počaka, se usedeš, izbereš glasbo in te pelje. Ne. Enako Volt, v Sloveniji vidimo kolesarje, ki ti pripeljejo hrano, po Los Angeleskih ulicah vozijo škatle, se pripeljejo do gostilne, naložijo hrano in se odpelje. Mi smo bili pač tipični Slovenci, smo se mu postavili seveda na pot, ne, in čakali, kaj se bo zgodilo. Nič se ne zgodi, mi smo se naveličali, on ne, in ko smo se umaknili, se je odpeljal naprej. A smo Slovenci tukaj daleč, ne vem, da bi bili samovozeči avtomobili, nekoč taksi, zdaj smo dobili Uber, pa se nam že to zdi fino, naprimer, ne, ampak ne, tam je teh avtomobilov na tisoče, čisto zares, ne. Po mojem pridemo tja. Okay. Ta prva stvar, ki nas bo... Ker to mojo mamo najbolj zanima, ker nima izpitano za to. Ne. Ja, težava bodo regulative, oziroma so regulative. Ne. Tudi recimo že v fazi, če govorimo o robotiki, je že z nastankom industrijske robotike prišla ta prva regulativa, kjer je bilo treba te robote, seveda, kar je logično, tudi ograditi v kletke. Potem so prišli kolaborativni roboti, po slovensko sodelujoči roboti, ki naj bi delali pač brez kletke, ker pač imajo dovolj dober nadzor sile, da se lahko v primeru trka ustavijo. No, tukaj je prišla spet regulativa, ki je v bistvu zavrla ta razvoj in zdaj pač prihaja humanoidna robotika, kjer se pojavljajo spet določene, bomo rekel, tveganja, kot so cyber security, se pravi kibernetska varnost, isto sploh tudi isto situacijo imamo z stikom s človekom. Mislim, da tukaj regulative še ni specifično za humanoidne robote, isto pa za samovozeče avtomobile. Tako da tukaj bo treba verjetno malo počakati, prilagoditi, mogoče prilagoditi infrastrukturo, ampak definitivno, da to pride. Urban, vi ste pripeljali prvega takega humanoidnega robota v Slovenijo, a zdaj že imate podjetje, da ga lahko tudi zavarujete. Ne? Ja. Ja? Se pravi, obstaja zavarovalnica, ki reče, zavarujemo vašega robota. Mi smo dejansko zaprli krog v zadnjih 3 mesecih, ne samo, da bomo zavarovali, dejansko imamo evropski hardware za 5G povezavo.
imamo banke, ki nas podpirajo za večje količine implementacije teh robotov v industrijo in pa zavarovalnice, in to je trenutno v ednini, bom rekel, no, zdaj ne vem, če smem delati reklamo, ampak bom bolj kasneje povedal, katera je to zavarovalnica, prva edina v Evropi, ki je zavarovala humanoidnega robota, in da lahko rečemo, da če bi danes tule padel, bi plačali odbitno franšizo in bi povrnili škodo. A je primerjava, da je robot delovni stroj, pa če tudi je humanoidni robot, prava? Da si lažje predstavljamo, ne? Ja, humanoidni robot, A je to delovni stroj? to je skupek, Ja. Če bo v tovarni, bo delovni stroj, ne? Včasih nas malo ta oblika zavede, ne? Ker je neki humanoidna oblika, malo drugače Kot stroj, percipiramo, ampak ja. če bo v tovarni, bo stroj. Drugače bo pa tega humanoidnega robota, ki bomo doma imeli, ne? Ljudje že rumbe poimenujejo, ne? Pa se navežejo na njih, ne? Sploh, kaj pošljejo popravilo, ne? In jim je kar težko potem, ne? Tako da odvisno, kam postavimo, ne, stroj. No, sej ravno tja bi te zdaj peljal na Japonskem, imajo do robotov drugačen odnos. Če na Kitajskem, na primer, otroci od osnovne šole naprej delajo z roboti, se učijo, na Japonskem o robotih berejo na primer v pravljicah, ne? Ja, Japonska je res glede tega zelo specifična, ne. Japonci implementirajo tudi humanoidne robote v družbo že kar tam od leta 2000 ali pa še prej, no, bi lahko rekla, ne. Že sam jaz sem na primer študirala na Japonskem, pa je bilo to leta 2016, ne, in tam že srečaš humanoidne robote v shopping centrih, ne, dajajo informacije, tudi so imeli en kanal, kjer je humanoidni robot bral novice, na recepcijah jih srečaš, ampak to njim ni tako nenavadno, ne, ker res otroci, no, pa tudi odrasli nekako rastejo s to science fiction pop kulturo in tudi pozitivno pop kulturo, kar se tiče tehnologij, ne. Otroci tam rastejo z mango, ne, in v teh mangah so roboti in roboti so vedno prijatelji človeštva, neki superheroji, nikoli tako, da bi bili negativni, ne. Tudi na Japonskem, če tako, ko smo se pogovarjali, ne, če sem vprašala, kaj je prva beseda, ki vam pade, ko rečemo robot, je vedno bil prijatelj. Pri nas, no, se je izboljšala slika, ampak še nekaj let nazaj sem vedno dobila odgovor Terminator, ne. Ampak se je že tudi pri nas majčkeno spremenilo, no. Tako da ja, Japonci imajo res drugačno kulturo, pa tudi vero, vse, no. Iz tega izhaja potem tudi sprejemanje tudi humanoidnih robotov drugače. Ja, jaz zdaj predlagam, da v bistvu damo vam besedo, če ste za, a ne, ker to je bilo to, kar smo si mi želeli malo povedati, ali pa sem želel jaz vprašati. A ima kdo kakšno vprašanje? Ajde, da vidim. Zagotovo še kaj zanima. Tamle bo gospod zdaj nekaj povedal, se je ravno pripravil. Kar pogumno. Čez 10 let bodo tako roboti namesto nas tle sedeli pa poslušali o robotih, robote, tako da danes pa še lahko. Evo, izvoli. Jaz bi, no, prej enkrat je bilo omenjeno, da bo ti humanoidni roboti uporabljeni tudi recimo v domovih za starejše ali pa v bolnišnicah. Sploh recimo v domovih za starejše bi naj recimo krvni tlak merili, kar pomeni, da bojo v bistvu res v zelo tesnem stiku z temi pacienti oziroma z ljudmi. Tu je v bistvu en izziv dejansko robota narediti dovolj varnega, da bo hkrati dovolj, da bo pač varen, da ne bo zdaj poškodoval, ko bo meril. Hkrati mora zanesljivo zmeriti, drugo pa tudi potem tisti pacient ne more sprejeti takega robota, da pa mu pusti, da pride v bistvu tako blizu do njega. Teda, ne vem, pač meni osebno se zdi, da še kar precej let ljudje ne bojo, sploh moč starejši, tako blizu spustili robota, da bi se lahko taki aplikaciji uporabil. Ti si še mlad, čez 50 ali pa dajva reči 60 let bi ga spustil k sebi? Ja, verjamem, da do takrat bo res to toliko že spedelano, toliko natančno nastavljeno, da bo res takrat varen. Sem zdaj recimo v naslednjih parih letih si pa pač težko predstavljam. Se zdaj glede tega nimam nekega specifičnega vprašanja, sem tek mogoče... Ne, vse si dobro postavil. Mogoče tek, kako je vaše mnenje, oziroma kako se vam zdi, da bodo ljudje sprejeli, sploh v bolnišnicah, pa doma isto starejše to? Evo.
Aha. Za domove za starejše, no, moram reči, da humanoidne robote zelo dobro sprejemajo in robotske pse. Mi namreč večkrat obiščemo po Sloveniji domove za ostarele in nimajo odpora proti takšnim tehnologijam. Ne. No, to, kar ste omenili, pa prav za merjenje tlaka, pa tega pa se niti zato ni treba, da je prav humanoidna oblika, ne, lahko sam naprava, da mi nekam stavimo roko, ne. Ni potrebno, da je vse humanoidne oblike, ne. Se pa strinjam, ja, kar bo pa en večji humanoidni robot, seveda v oskrbi, ne, smo pa spet pri strogi regulativi, sploh kar se tiče uporaba robotov v zdravstvu, rehabilitaciji. Tamle Erik že ve, imate tudi izkušnje, ne, zdaj z medicinskimi roboti. Ja, tukaj so regulative sploh izredno rigorozne, še posebej recimo se ne moramo predstavljati, da bi robotu dali, da bi zdravila komu nesel, ali pa da bi v bistvu robot med operacijo pa pri stregi v bistvu izvajal gibe samostojno, ki bi bili sprogramirani. Tukaj to je zaenkrat no-go. Čeprav morda samo da dodam, ko govorimo o robotski roki, pa zdravnik sedi v drugi sobi in to robotsko roko pri operaciji upravlja in je to bolj natančno kot človeška roka, naprimer. Ja, se pravi z vodenjem robota, ne? Tako. Mogoče tukaj mal problem samo v tem, da robot bo težko prepoznal že zdaj pri masiranju, ne, imajo te aplikacije težavo zdaj, ker mora imeti, če ima slučajno ta, ki kako rano, ne, ali pa kaj, ne, torej ta robotika ne bo znala prepoznati še trenutno tako detaljno, ali pa če ima noter neke stvari, ko jih ti ne, to mogoče tudi ni treba, da je robot v vseh fazah v domu za ostarele, ne. Če nam uspe robotizirati delovna mesta v industriji, kjer jih imamo ogromno v Sloveniji, zelo težkih, ponovljivih, monotonih, bomo prestavili ljudi na delovna mesta, kjer si ti želiš imeti človeka, ne. Se mi si pa želimo imeti, ne vem, da te kdaj postrežejo, pa da te skrbijo za tebe, ko si starejši, ne, samo mogoče pa ni to toliko, ne, da pomaga pa seveda pri tistih, kjer da dviguje ali pa neke stvari, kot človek verjetno v teh okoljih težko izvede sam, ne. Urban, ravno to bi vprašal, v domovih za ostarele je ena najtežjih stvari obračati ljudi ali pa jim pomagati, da vstanejo ali pa gredo na voziček. Tam tudi zdaj kar nekaj Nepalk, naprimer, pride k nam ali pa Filipink, ampak te boge ženske pač niso tako močne, da 80-kilskega človeka ali pa še koga ne dvignejo. A bo robot tukaj lahko kaj pomagal, kakšno kilažo v tem trenutku lahko dvigne in kakšni so načrti? V bistvu aplikacije za dome starejših občanov so že danes na Kitajskem, že delajo. Smo jih na lastne oči videli, robotski voziček, ki je ne kot oblika humanoidnega robota, ampak kot voziček, ki je samostojno vozilo, pride do postelje, bolnika prevzame, se pravi, da je bolnik poloperativen, da ni čist nepokreten, ampak da se lahko s pomočjo usede na ta voziček, ga voziček odpelje na WC ali pod tuš, dejansko določena opravila so že lahko zautomatizirana. Da bi rekli, da prestavlja bolnika na en pa drug bok, zato da se recimo postelja preobleče, tega še nismo videli, ampak bo šlo vse v to smer. Ne vidim zdaj v kratkem prihodnosti, da bi to se zgodilo, ampak že sam s tem vidikom, da imamo v bolnicah, v domovih in podobnih aplikacijah takšno avtomatiko, ki nam olajša. Mogoče humanoid je primeren za pogovor in za neka lažja opravila. Morate vedeti, zelo malo imamo časa, da bi hodili starši obiskovati v domove. Dejansko stanovalci teh domov so osamljeni, delavci v teh domovih se ne morejo 100% ukvarjati ves čas z oskrbovanci in potrebujemo ta dejansko komunikacijo, neko pozornost, ki na dolgi rok tudi lahko kakšno bolezen olajša oziroma izboljša, kot je demenca. Na tem področju tudi nekaj raziskujemo, tako da bi lahko rekel, ne vem, če sem se prej pravilno izrazil,
samo leteča vozila, ne, so tista, ki so ne samo vozeča, ampak tista, kjer so samostojno iz točke A na točko B v Shenzhenu bodo vzpostavili infrastrukturo. To pomeni, tehnologija bo šla naprej, da nekatera že danes obstaja, Evropa jo pa zelo malo pozna. In ko bomo videli, da kot so humanoidni roboti, bomo videli novo tehnologijo, jaz predlagam sam, da se ne ustrašimo, da jo z neko mero odgovornosti sprejmemo in da razmišljamo o tem, kako jo integrirati med nas, ker nam bo olajšala življenje. Strah se bo pa posledično tudi zmanjšal. Hvala lepa. Še kakšno vprašanje? Aha, evo, gospod. Hvala lepa za te odgovore. Mene zanima pri tej tematiki, ker smo zdaj, eno stvar me bega in sicer roboti zaenkrat še ne premorejo čustvene inteligence. Pri delu z mladimi, starejšimi je to zelo pomembno področje in verjamem čez nekaj let, da se bo najbrž tudi to področje razvilo, sicer ne vem kako tehnično, ampak to je tisto, kar bo najbrž mladim manjkalo. Že danes primanjkuje, vemo, kaj je korona pustila, kaj so ti časi, ko so otroci pripeti za razne elektronske naprave povzročili. Skratka, kaj vi menite oziroma kaj kdo izmed vas meni, kaj se bo dogajalo na tem področju? Hvala lepa. Maša, mogoče boš ti najboljša, sploh zato, ker so se ravno s tem zelo ukvarjali Japonci, a ne? Pa ne, mislim, kar vsi večkrat dobim to vprašanje, no, ali bo umetna inteligenca sposobna proizvajati čustve, ali bo imela empatijo. Ne bo tako, kakor je to pri nas ljudeh, ne. Moramo tako gledati, že mi ljudje smo vsi unikatni, ne, med seboj. Drugače dobivamo izkušnje. Vsak ima neko drugačno izkušnjo v svojem življenju, ne. Drugače dobivamo podatke, ne, če se tako izrazim, ne. Zdaj, proces učenja umetne inteligence je čisto drugačen od človeka, tako da tudi ta, če bo kdaj imela zavest, če bo kdaj imela čustva, to ne bodo takšna, kot jih imamo mi ljudje. Bo pa sigurno nekaj razvila, zdaj ne vem, ne bo zdaj to takšna zavest, kot jo imamo mi, ampak bo. Ne verjamem pa, da bo razvila prav tako empatije, no. In nekateri celo pravijo, da bi na kakšna vodilna mesta raj dal umetno inteligenco, ne? Ker čustva nas včasih znajo tudi kam tako zavesti, ne? Umetna inteligenca bo dosti logično, ne? Tako, to v bistvu bolj pravijo mogoče za kakšno politično funkcijo. Še dobro, da je predvolilni molk danes. Šala, ne? Drugače to pa ne, se pa strinjam ja, z mladino, no? Ali pa tudi mogoče že mi, no? Ta uporaba telefonov, no, res premalo se med sabo družimo, ne, to je pač že dokazano, ne, če se družimo, če se objemamo, če se pogovarjamo, gledamo v oči, seveda smo bolj čustveni, imamo več pač empatije, ne. To pa izginja, ne, to je pa, jaz ne krivim tehnologije, ne, to je pa v nas, ne, tako da tudi vedno dosti z otroci delam, pa tudi staršem polagam na srce, ne ukvarjajte se z vašimi otroci, ne jih postaviti pred telefon, ne. Potem bodo takšni kot telefon, ne, ja, brez empatije, brez čustev, no, tako. A bi še kaj dodal? Ja, jaz lahko sam delim, da smo delali raziskavo v Celju in samo 7% mladih se dejansko boji, da bi njegovo delovno mesto zamenjalo, tako da v bistvu mladi nimajo tega sploh straha, ko ga mi smo ga prej naslovili, no, tako da se pa strinjam, da čustvena inteligenca je nekaj, kar tudi ljudje vsi ne premorejo, tako da ne, težko pričakuješ to od robota, da bo to imel, ne, eni si mislijo, da to ima, pa nimajo, tala zavede. Jaz bi sam dodal, da je treba smiselno pogledati, kje robote uporabiti, kje bodo vključeni. Recimo na kakšnem predavanju smo se pogovarjali in je dejansko en direktor podjetja rekel, jaz bi želel imeti tajnico kot robota, bi želel imeti tega robota, onega robota in sem mu dejansko omenil, da mogoče pa ni glih smiselno vse posod z roboti zamenjati, mogoče tudi receptor v hotelu ali kakšen tisti kontakt, ki ga želimo imeti, ni nujno, da se zamenja glih z humanoidnim robotom, ker tam si želimo, da mi nivo
te čustvene inteligence oziroma pristnosti obdržimo, da ne bomo mi postali vsi kot družba hladni. To pomeni, da moramo mi razsodno razmišljati, kje vključiti robote, kje jih ne vključiti in kje si dovolimo to našo izvirnost glede čustev. Ne? Tako da toliko. Še kakšno vprašanje? Mene pa zdaj zanima, glede umetne inteligence, veliko o njej govorimo. Okay. In zdaj sploh, če opazujem malo svet, kaj se dogaja po svetu, ali pa sploh mladi radi prek ChatGPT-ja naredijo neko umetno sliko, kar se v resnici sploh ni zgodilo, ali pa video posnetek. Recimo v zadju vsaj to umetno inteligenco, kako bomo poskrbeli kot ljudje za neko varnost, tudi pri robotih bo treba glede varnostni vodik gledati, ker zagotovo ta umetna inteligenca bo mogla imeti neke omejitve, ker zagotovo bo nekaj v zadju se lahko dal narediti, kar pa človeštvo ne bo prav. Kako vi gledate na to, mene zanima, ali pa kako vi vidite te varnostne sisteme, kako se spopasti s tem? Ja, mislim, da za te deepfake nekako sploh še ni tako hitro je to prišlo ven in to močno orodje ima zdaj dejansko vsak v žepu, ne? Praktično na telefonu že imaš, ne? Tako da tukaj je razvoj prehitev, da bi nekaj preverili, da bi sploh to ustavili, ne? Tako da to je večja grožnja naši družbi, kakor humanoidni roboti, ne?